Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Teden odprtih vratov v knjižnici Brežice poteka sočasno slovenskim dnevi knjige. Knjige v slovenščini, domače ali prevedene, omogočajo ohranitev naše jezikovne, kulturne in s tem narodne identitete ter raznolikost Evrope in sveta. Slovenstvo se je obdržalo z jezikom in knjigo, zato morajo biti knjige dostopne vsakomur. O pomenu knjig in branja je bilo povedanega že veliko, zato bom nanizala nekaj misli znanih ljudi. Če ne bomo brali, nas bo pobralo, je zapisal Tone Pavček. Samo ljubezen do branja prepriči zlo, ki izvira iz druženja z omejenci, pravi Elizabeth Hamilton. Knjiga je kot voda, zmeraj si utre pot, se glasi ruska modrost. Nekateri ljudje doživljajo knjige kot prijateljice. John Denham pa meni, da naj izpolnjujejo naslednje smotre. Modrost, sočutje, radost ali korist. Čas za branje je zmeraj ukraden čas, je posvojena misel Daniela Penaka. Ne spomnim se, kako nadaljuje, vendar bi sama dodala, da je čas za branje bogatstvo, ki ga podarimo sami sebi. Nocoj pa si podarimo pogled v knjižnično zakulisje z njegovimi zgodbami, nezgodami in občutji. Čistilka Ela je vsem dobro obveščena. Prisluhnimo ji. Jaz sem Ela, čistilka v žalski knjižnici. Jaz sem tu službeno, zato je prav, da se vam predstavim, vi pa ste prišli na lastno odgovornost. Bila sem tudi čistilka v nočnem klubu, a sem na tleh najdla toke stvari, da so me žalile. Pa sem si rekla, Ela, tega pa te res ni treba gledati. Se v knjižnici tudi najdem kaj na tleh, ampak to me ne žali. Glih danes je na tleh ležala knjiga o zavedanju, od našega Drnovšeka. Tako sem pa takoj pobrala. Sem si rekla, sem te prvo pogledala, če vse noter piše, če vse noter kar more pisati, pa sem začela pa malo čitati. Ne moreš verjeti, koliko stvari se je naš Drnovšek zavedal naenkrat. Saj se jaz tudi zavedam veliko stvari, saj se jih moram. Ko pa mi že celo življenje govorijo, Ela, se ti zavedaš, da mora biti vse čisto? Se zavedaš, da se mora do petih vse svetiti? Se zavedaš tega, se zavedaš onega? Vse zavedam, vse zmerom rečem, zato se pa tudi sekiram, če sem daj tak malo bolj na tesnim s cajtom. A v Drnovšekovi knjigi lepo piše, naj se ne sekiram, naj mislim na danes. Naj sproti uživam, naj ne mislim na to, kaj bo jutri. Ja, to je bilo, ko je ena knjižničarka pozabila ugasniti računalnik. Slučajno sem pometala pod njeno mizo, pa zagledam na računalniku eno pisanje. Metla se mi je ustavila. Cela sem se ustavila. Gledam. Bil je neki e-mail, pa sem ga prečitala, ko sem pa htela. Lahko bi tudi pisal, kaj ne še spucama, ne? Pa ni bilo to. Bile so same neke zaljubljene besede. Ena na drugi, druga po drugo, vse sem prečitala. Solze so mi tekle dol do ovratnika. Metla se je sama spustila na tla. Sem si rekla, Ela, se ti zavedaš, da tebi ne bo noben poslal takega zaljubljenega e-maila? Sem se zavedala, da ne. Saj če računalnika nimam. Z navadno pošto pa zaljubljena pisma tak ali tak ne hodijo več. Me res stisnila pod bluzo. Kako naj človek vse to zastopi? Jaz sem samo ena čistilka. Sem mislila, da bo vsaj tajnica. Pa saj ni važno, bi mi bilo pa zdaj žal. Mislim, če bi bila tajnica zdaj, ko je vse na računalniku, ko je vse emailiran, ko nič več ne daš v torbico, ko greš domov, vidite, Metla je pa še glih taka, ko je bila. Vsaj za enkrat, no. Ene čistilke že imajo probleme, ko morajo vrata odpirati z digitalno kartico, ali kako že. Se zgodi, da se tudi kdaj kam zaprejo. Jaz se bojim sam alarma. Ampak za enkrat je bilo še vse v redu. Če bi jaz Drnovšeka poznala osebno, če bi pucala prijem, jaz bi mu povedala vse to, kar sem povedala vam. Bi mu predlagala, da naj napiše še eno knjigo in to tako, da bi noter za vsakega človeka posebej pisal, kako naj se zavedanja loti.
Glih zjutraj mi je sin naročil, naj mu prinesem tisti vosek Ergan, ker tako lepo diši. Pa oni Head and Shoulders šampon in še neki sprej. Pa glih zdaj mi gre naročiti, ko se zavedam, da to uničuje naravo, ko gre vse v zemljo pa v luft. Pa kaj naj? Drugi pobi bo izrihtani, moj pa naj bo skušten sam zato, ker se jaz zavedam. Je rekla direktorica, Ela, vse naj se sveti ko v raju. No, jaz v raju še nisem bila, si pa predstavljam. Je rekla, vse naj bo na svojem mestu, uredite to, kot vete in znate. Pucala sem celi dan, enega za drugim 3 dni. Ja, vse je bilo na svojem mestu, samo knjige, ne? Se rekla knjižničarki, spucite knjige na police, če ni prostora, pa domov neste do tedi, ko ne bo več obiska. So mi rekli, da so knjige zato, da se čitajo, ne da so zložene na polici. No, pa same povejte direktorici, zakaj so knjige razmetane, da ne bom jaz z tega kriva. Jaz osebno, če bi lahko, bi knjige čisto po svoje pospravila. Ene barve skupi, druge barve posebej skupi, tanke in debele vsake posebej prečitane in raztrkane pa v smeti. Ampak knjižničari imajo neki red UDK, pa ne ga imajo. Jaz se v njihov red ne bom skušala, jaz sem sama ena čistilka. Ko v filmu o nekem balonarju, Mrko Bula, on hodi po knjižnici, jaz za njim. Gleda, ko da neki išče. Spet hodi, jaz tudi. Nisem ga pustila iz oči. Pa ta gor, pa dol, pa sem, pa taj, ko pride hišnik in reče, Ela, ko delaš? Pusti človeku, da pregleda prostore. Me je tak razkuro hišnik, mislim, da sem ga nadrla. Pa kaj to ti balonar misli, da nisem vse spucala, ali kaj? No, pa mi hišnik pove, da on preverja, če je kje skrita kaka bomba. Me je kar zalepil. No, ko pa je Drnovšek prišel, pa mene ni bilo več zraven. Je rekla direktorica, Ela, zdaj pa lahko grete. Čeprav so na vratih od knjižnice tisti znaki, prečrtani roler, prečrtani pes, sladoled, mobitel, sendvič, pa pijača, to je vse, kar je prečrtani, ne sme biti v knjižnici, so mene vsem poslali domov. Knjižničari zdravo. Eno knjigo ste imeli na tleh. Čeprav to ni moje delo, sem jo pobrala in ko sem videla, da je to zavedanje od Drnovšeka, sem jo pa še malo čitala, medtem ko sem pucala, da sem se prepričala, da je s knjigo vse v redi. Vam garantiram, da je s knjigo vse v redi, jo bom pa še vsem en mal pregledala. Če mi bo na šihtu zmanjkal cajta, jo bom nesla pa domov, da je do konca pregledam. Zaradi te knjige, ki je ležala na tleh, se zavedam, da danes ne bo vse spucan, pa mi je vse en, ker glih na eni strani piše, ja, naj se ne sekiram. In se tudi ne bom. Podpis, gospa čistilka. Ampak tako nasplošno so pa knjižničari kar v redu. Dopadejo se mi tudi pisatelji, ko pridejo v knjižnico. To so taki posebni ljudje, pisatelji, mislim. Se zgodi, da kdaj kjerga srečam, no ponovadi pride zvečer, tako kot danes, ko je kakva prireditev, in se zgodi, da kdaj kjerga srečam, če pride prej, ko še ni knjižničare ali pa direktorice, pa ga spremem sama osebno. Enkrat mi je eden rekel, kako smo, gospa, bo šlo? Je veliko praha na tleh ali ga je več na knjigih? Točno sem vedela, kaj mislil, pa se me je metla vseeno ostala, tako me preseneto. Sem si rekla, zber se, Ela, metle zdaj ne nusaš. Tako sem malo bolj globoko odihnala, metlo sem naslonila na polico 6562223 prevozna sredstva in šla za njim. Pisatelj me še kar naprej prijazno gledal in rekel, vi veste, gospa, kdo sem jaz? Kaka sreča, da sem glih tisti dan pomivala šipe na vhodnih vratih, ker je bil prilepljen plakat, na katerem je bil napisan. Takoj smo povedala, kdo je. Pa me še vprašal, se tudi jaz vprašam, gospa? Sem se najprej ustrašila, ampak sem si takoj vdašla in rekla, ne, gospod, vi niste prašni, še na polici vas nikoli ni. Pa rekel sem pa zato tukaj, kaj ne? Ko se je uradno začel večer s tem pisateljem,
sem še malo ostala, da sem poslušala, kaj so se menili z njim. Bolj tam zadnji sem ostala, da sem poslušala. Se mi je pa, če lahko tako rečem, kar malo zasmilo. Napisal je knjigo. Pa so bili drug čez drugega vsi bolj pametni, ko so ga bombardirali. Koliko je pisal knjigo, mislim, kaj se je mislil, ko jo je pisal, če slučajno ne ve, kaj mislimo, to lahko oni povejo, lahko povejo tudi, kam spada in kam ne spada, in kam bi lahko spadal in koliko še manjka, da bi spadal taj, kam še ne spada. Se mi je zdelo, da se jih je kar malo bal pisati, mislim. Še posebej Uga, ko mu je tisto kamero urilo čist pred lice, ko da hoče pregledati požiralnik in globinski vid. Madonca. Videla smo se pa tako lepo menila, ko smo bila sama. Sigurna sem, da mu ni bilo lahko odgovarjati in kaj pametnega povedati, pa se je znal manj zadržati. No, ko že imam besedo, vse ni veliko takih prilik, bom pa povedala nekaj še o tistih knjigih, ki niso nikoli prašne. Jih je kar nekaj, vseh si nisem zapomnila. To pa vem, da so med njimi tudi take o seksu. Tete niso nikoli prašne, pa tudi najdeš jih, kjer hoče, sam tam neko bi mogle biti. Sam zato pa niso krivi knjižničari, tu jih pa moram braniti. Oni bi prej sebe založili, ko pa kako knjigo. Grem na primer z Metvo in Cotom in Police 65, vodenje in organizacija. Ven štrli knjiga z listim proti meni in s hrbtom proti steni. Tole bom pa popravila, si rečem. Vzamem knjigo v roke, opa, spolne radosti. Pa kaj te ta knjiga dela tukaj? Njen prostor je 2 police nazaj, številka 61 medicina. Pa kaj dela na 65 vodenje in organizacija? Jo malo prelistam, da vidim, če mogoče nekaj v vodenju in organizaciji. Ja, lahko bi bilo. Ampak bolj ko listam, bolj vidim, da so res spolne radosti. Prave spolne radosti. Ne take med prašnikom in pesničim, ko se jih učijo v šoli. Čisto okej spolne radosti so. Se vidi po izrazu. Oba uživata in oba dobro izgledata. Pa tudi okolja so čisto ta prava nekaj, če sama poznam. Vam povem, ko stopim noter, me kar nekaj oblije, prevzame in naenkrat rata vse, kar nucajo. Čistilka, no, to itak sem po profesiji. Hišnica, smetarka, električarka. Sam slušalko telefona so mi pa prepovedali, zdivatak, da telefonistka, pa nisem. Pa sem se na začetku tudi daj prav fajn oglasila na telefon. Sem rekla, halo, je tu knjižnica, ja? Ne, knjižničarjo pa momentalno ni. Kaj? A ja, dober dan, čistilka pri telefonu. Ja, brez skrbi bo povedala, da bi radi podaljšali. Sam kim pa naj podaljšajo, če ne vem, kdo ste? Ja, pa povejte, si bom zapisala. V redu sem zapisala, nasvidenje tudi vam. A ni bilo to lepo? Ne vem, zakaj so mi prepovedali odgovarjati na telefon. Zdaj pa mislim, da je knjižnica eno tako gnezdo. Čist vsak bi lahko hvalil v njem. Kaj vse prihaja not. Naprimer tam v čitalnici, pri nas, imamo en tak naslonjač, tak res udoben in se vsak takoj gor usede, ko ga zagleda. Sem čula, ko so se zadnjič knjižničari imeli, da so ta naslonjač zavohali še tudi odvisniki, ki jih je povsod poln. Ja, pridejo v čitalnico, pa se takoj vržejo v naslonjač, pa se pa malo premetavajo, pa malo odsmrčijo. So čist prepogled na jem. Pa se jih knjižničari še poravnati ne upajo, se je res ne vejo, koliko členov enega zakona poznajo. Per takih je lahko pa hitro vse narobe, če ni glih po zakonu, ko so pa tak zaščiten. Pa so se jim knjižničari vsem upali povedati, da se v čitalnici ne spi, ampak čita. No, pa so upoštevali na svet. Od tedi vsi čitajo. Samo je cajtnega okolo berene. Se spomnim, ko sem začela delati v knjižnici, me je že pri vhodu tako malo štihnal, ko sem na panoju prečitala. Knjiga je orožje, vzemi jo v roke. Še tam, ko sem prej pucala, saj veste, v nočnem klubu niso bili tako agresivni. Saj tam tudi vse sorte pisali, sam ne že kar pri vhodu. Bolj na skritih mestih, naprimer v WC-ju, pa tudi ne v orožju, pač pa bolj v kakih radosti.
Ko pa sem prečitala še več podobnih napisov, po celi knjižnici in visijo, knjiga naj bo sekira za zamrznjeno morje v nas, se mi je pa kar zavrtel in sem si rekla, pa kam sem jaz to prišla. Sam pol mi je pa ena knjižničarka razložila, da so to le izreki, ki hoče povedati, koliko so knjige pomembne. Je rekla, Ela, veste, da mnogi rešujejo probleme z orožjem. Mi pa bi radi povedali, da se da marsikaj rešiti z besedami, s pogovorom. Besede nam povejo, kak kdo živi, kak razmišlja, kakšne so njegove vrednote. Je še rekla, premalo se poznamo, Ela, da bi se sovražili. Branje nam pomaga razumeti. Pa sem razumela in je strah kar zginil. Imam rada naše knjižničarje. Včasih jim kaj spečem in napišem liste. To pecivo je za vas. Tudi jesti je treba. Ne sam čitati in se nalivati s kofetom. Napišite mi, če boste imeli cajt, če je bilo dobro. Včasih mi pišejo, včasih ne. Mi pa za kak posebni praznik pustijo rože v vazi, za pozornost. Pa vse vem, da me imajo malo tudi radi. Sem vesela. Sam tule, na zadnji strani, tole se mi zdi pa tak malo čudno, mislim to v koncu sveta. Piše, da naj bi ga bilo koneče po zimi, sveta mislim. To pomeni, da ga bo koneče predi dobimo regres za dopust. Pa sem se tega obnarja tako veselila. Ko bi še vsaj malo počakal s tem koncem. Vam pa vsem povem, da jaz osebno ne verjamem, da ga bo konec kar tak naenkrat. Saj tudi Vera uči, da je Bog ustvaril zemljo v parih dneh. Zato pa ja konca ne more biti kar tako v parih dneh. A vi sploh veste, koliko dodatnih stvari je človek še naredil za Bogom? Se sploh zavedate? In to v tolikih letih, kaj letih, tisočletjih. Zato tudi konca ne more biti kar tako benigno. Me pa vse tole, vse je malo raztrgalo tu znotraj. Prej sem saj vedela, kaj je prav. Saj mislila sem, da vem, zdaj pa nisem več sigurna, da vem. Preden sem prečitala to knjigo, sem bila mirna. Sem si zvečer, ko sem se doma ulegla in ugasnala luč, sama pri sebi rekla, še en dan je mino. Pridna si bila, koristna, vse si spucala, prijazna si bila z ljudmi, tudi nobenega psa nisi mučila, niti mačke, v nobeni stvari nisi preveč uživala, zdaj pa lepo zaspi. Ta knjiga me pa malo raztrgala. Ne vem, če bom nocoj lahko tak mirno zaspala od vsega tega zavedanja. Se mi zdi, da se tule Drnovšek ni prav zavedal in je po moje to napisal zato, da bi nas bilo malo strah, pa da bi bolj pazil na svet, pa na sebe. Tole branje ni glih za vsakega, bom opozorila knjižničarje. In bom kar zdajle, preden grem napisala listek. Knjižničarji zdravo. Na tleh si najdla knjigo Od zavedanja, saj veste čigavo. Sem jo pobrala. Ko si jo začela čitati, sem mislila, da je vse v redu z njo, a zdaj na koncu se mi zdi, da ni glih to. Zaradi vsega, kar noter piše, me malo stiska tu pod bluzo. Zato je moje osebno mnenje, če ga lahko izrazim, da ta knjiga ni čisto za vsakega, ki jo najde. Če boste videli, da kaki človek že prej, preden si to knjigo sposodi, zgleda, kot da mu kaj fali, morajš reči, da je knjiga rezervirana ali pa sposojena, se ne bo prvi, že boste tako rekli, in da v njej v glavnem piše to, da naj ne naredi drugim tega, kar noče, da bi drugi naredili, njemu pa bo. Ne bo nič narobe, če boste tako ravnali. Mogoče boste kjerga še rešili. Podpis, gospa čistilka. Sam zdaj pa res nimam več cajta. Moram pospraviti delovno orodje in ugasniti luči, da se slučajno ne prižge še kak alarm. Tega se pa res bojim. Še bolj po konca sveta. Pa kaj bi se bala? Pa kaj sploh študiram, kaj vse nas še čaka? Zdaj, ko se zavedam,
Kam je naš Drnovšek hotel povedati s to knjigo, mi je lepo. Sem vesela. Lepo pa mi je bilo tudi z vami. In sem tudi vesela, da ste me poslušali. Pa čeprav nisem najbolj, kako se reče, vešča v govorenju. Sem vse tako mali za vseh vetrov pobrala, kar sem se pa spomnala. Če boste še kdaj prišli, se bom pa boljš pripravila. No,